Pozdravljeni, tukaj je znova Voda za vedno, oddaja o kajaku in kanuju. Slavimo Petra Kauzerja, srebrnega slalomista z olimpijskih iger, tokrat pa bomo pogledali, kdo so njegovi morebitni nasledniki in kako se na paraolimpijske igre pripravlja Dejan Fabčič. Solkan je gostil Evropsko prvenstvo v slalomu za mladince in mlajše člane. Nastopiti smo videli tudi Slovaka Jakuba Grigarja, ki je na olimpijskih igrah zasedel 5. mesto, z enakim rezultatom pa se je moral zadovoljiti tudi tokrat. V izenačeni konkurenci je Slovenija osvojila 3 medalje. Edino posamično je med mladinci dosegel kajakaš Jakob Jež. Domačin iz Solkana je dobil bronasto medaljo. Ja, evforija se še vedno nadaljuje v mojem življenju, že od sobote, kar ne morem verjeti za ta izjemen dosežek, ki sem ga priveslal sploh Sloveniji in tudi domačemu klubu. Ogromno mi pomeni, ni besede, s katerim bi lahko to pojasnjeval. Zanimive so bile tudi ekipne vožnje, ki pokažejo moč reprezentance in pri katerih je poleg individualnega znanja pomemben tudi ekipni duh. Je to pa kar zbliža, ja. Na štartu si skrb, ker prej si vsak za sebe. Zdaj že z preoblačilnice greš skupaj, se spodbujaš kar naprej, ker pač boš skrb dirko in če še en drugega hočeš spodbuditi do tega, da boš od dirko najboljš kar lahko. Takole je na progo krenila slovenska ekipa mlajših članov: Simon Brus, Martin Srabotnik in Žan Jakše. Z enim dotikom so dosegli najboljši čas, a na startu so bile še 3 reprezentance. Naši so se umaknili daleč od cilja in tam počakali na konec tekme. Ob vrnitvi so izvedeli, da so postali evropski prvaki. Malo smo se o vožnji pogovarjali, ja, drugače pa smo se šli razveslati, pa da se pripravimo za jutri za tekmo. Upam, da bo jutri dvojna zmaga kakšna padla. Lotili smo se umirjeno, tako smo tudi v cilj prišli. Vse je bilo pod kontrolo. Skozi je teklo, pa bili smo skupaj, tako da to pripelje pol dober rezultat, pa z 0. Pa mislim, da smo imeli zelo dobro taktiko, tudi razdalje med nami so bile ta prave, tako da ni bilo nečekanja in lovljenja med sabo, tako da mislim, da je bilo to za zmago. Takole se je na svoj start pripravljala ekipa kanuistov v kategoriji mlajših članov do 23 let. Žiga Taljat, Klemen Vidmar in Gašper Kovačič. Startali so željo po medalji, ob prihodu v cilj pa zasedli 2. mesto. A na vrhu je bilo še 5 ekip. Francozi, Rusi in Nemci so bili boljši, Slovenija je končala na 4. mestu. Občutki so super, no. Mislim, bilo je užitek, da nastopati na domačem evropskem prvenstvu, pa tudi, ker smo konec koncev tudi zelo tako usklajeno vožnjo odpeljali in ostali skupaj, ni edin škoda teh kazenskih, no, ki smo jih predelali 6. Ja, malo je živčno, malo je naporno spremljati, če vse ostale ekipe, ki so na štartu, vsi so bili dobri še na vrhu in samo upaš lahko na napako najboljših. Mi smo upali, da bo še kakšna ekipa naredila napako, ampak ni se šlo. 4. mesto mislim, da je tudi super rezultat. Vožnja je bila po mojem mnenju v redu, mogoče žal malo škoda tistih dotikov, ki smo jih naredili, ampak bo pa drugo leto boljše. Slovenija je kolajno osvojila tudi med kanuisti. Ekipa mladincev v postavi Tine Kancler, Jakob Jeklin in Urh Turnšek je dosegla 3. rezultat in se na Soči veselila brona. Da je to eno bližnja rane, sploh včerajšnjega dneva, ki se nisem uvrstil naprej. Cilji so bili posamično kar visoki in je to kar en veliko bližnja rane. Gledaj, sem zadnjo leto mladinc in da je prva moštvena medalja, ki sem jo dosegel. In zelo sem vesel, da sem se bil sposoben v eni noči, pač v enem dnevu, z včerajšnje močne jezje spraviti na dan 100, da sem spravil eno vožnjo skupaj. Ja, v bistvu vse ustvari nek duh zaradi tega, ker mi veliko skupaj treniramo in se tudi dobro poznamo in potem seveda jaz, ko sem najmlajši, bolj ko ne gledata ona prek moje rame in me spodbujata in mi devate nasvete, tako da jaz se počutim zelo fajn v tej ekipi. So se začeli kar trest, nisem upal verjeti. Še zdaj na koncu, ko smo hmali dobili to medaljo, 2. Ja, ne moremo pisati eno.
Takole sta se ob uradni razglasitvi rezultatov razveselila Jeklin in Turnšek, medtem ko je kancler tako imel še en nastop, saj je bil tudi član kajakaškega moštva. Z Jakobom Ježem in Davidom Rozmanom so postavili najboljši rezultat, potem pa so jim pripisali dotik in za ostankom manj kot 2 sekund so osvojili 6. mesto. A zadovoljstvo v družini kancler je bilo izjemno. Takole je čestital ponosni oče Joško, leta 1991 svetovni podprvak v spustu. Dejan Fabčič bo v Riu drugič nastopil na paraolimpijskih igrah. V Pekingu je bil 6. in 7. v plavanju, tokrat bo tekmoval v konkurenci kajakašev. Pri mojih letih gledaš na šport in tekmovanje že malo drugače, ker sem v življenju že kar nekaj dosegel in je to, skratka, ne bo se svet podrl, če ne bom dosegel vrhunskega rezultata in grem lahko sproščeno v tekmo in mislim, da mi bo to lahko največ pomagalo. Dejan je doktor medicine. V Novi Gorici ima ambulanto za bolezni ščitnice in sladkorno bolezen. Odgovorno delo pa uspešno usklajuje z načrtovanjem treningov. Najprej je treba narediti delo v službi in ko se delo v službi zaključi, grem na klub, naložim čoln na avto in z veseljem pridem sem na Sočo in oddelam še trening, ki mi ga napiše Jernej, Župančič regent. Ponavadi je z mano tudi trenerka, ki bdi na tem, da pravilno naredim trening, danes slučajno odsotna, ker nekako morava oba usklajevati svojo redno službo pa treninge. 9-kilometrski del Soče od Solkana proti Plavam omogoča trening za mirne vode, pa čeprav se razmere dnevno spreminjajo. Ko voda prinese travo in listje, pa so podobne tudi tistim v Riu. Vsak dan, vsaki trening je nekaj drugačnega. Spomnim se enkrat, ko je bilo po deževju zelo močan tok in sem to podcenil in me je kar hitro izučilo, tako da sem plaval skupaj s tokom pa lovil čoln. Parkrat sva tudi s trenerko prav s tem namenom naredila trening v zelo slabih razmerah, prav zato, da se mogoče malo odvadim tega strahu pred valovi pa pred vetrom. V Rio se je uvrstilo samo 10 najboljših kajakašev, zato je že nastop na paraolimpijskih igrah velik uspeh. Slovenija bo prvič imela svojega predstavnika v tem športu, a je Dejan Fabčič konkurenco že dobro spoznal. Večini je kar nekako lažje kot meni, ker se lahko posvetijo samo športu, bodi si, da so študentje in pauzirajo na fakulteti, nekateri imajo status upokojenca, invalida, nekateri so vojni veterani in se lahko res posvetijo samo športu. Praktično ne poznam nobenega, ki bi imel poleg kajaka tudi redno službo, ampak nekako to vzamemo v zakup tudi pri vrednotenju naših rezultatov in to, da lahko usklajujemo redno službo pa vrhunski šport, si nekako štejem v privilegij. Držimo pesti za dober nastop na igrah, imenitna spodbuda pa je tudi bronasta medalja, ki jo je junija osvojil na Evropskem prvenstvu v Moskvi. O srebrni medalji Petra Kauzerja na olimpijskih igrah se bo ob slovenskih brzicah še dolgo govorilo. Hkrati pa je rezultat izjemna spodbuda za mlade kajakaše in kanuiste. Da so spremljali tekmo, da dejansko jih zanima
to, da je nekako imajo željo, mi bi radi podobni bili, bi radi si želimo še več. Se pravi, ta prenos spoštovanja, znanja z mlajših na velikih in to pole dejansko pokaže sliko, realno sliko, ne. Mislim, da na tem je treba dati zelo velik poudarek. Želimo si, da bi slovenski podmladek nadaljeval uspehe sedanje generacije, ki se je tako v Riju kot prej v Londonu uspela uvrstiti na olimpijske igre v vseh disciplinah. Jaz mislim, da zdaj, kar se tiče kanuja moškega pa kajaka, pa kajena ženske, s tem ne bi smel biti težav. Bomo videli, kako se bo odvijal naprej pri kanuistkah, ker pač vemo, da je to nova disciplina v Sloveniji, neke resne pozornosti še nismo posvetili, tako da jaz upam, da bojo zdaj punce, kot so Nina, Alja, da bojo to pelale. Imamo od zadnji dve odlični, po mojem mnenju, mladi tekmovalki, to sta Leja Novak in pa Eva Lina Kočevar. Tako da mislim, da se tudi za kanuistke ni zabati, tako da bomo videli. Jaz verjamem v to, da pač bomo s tistimi, ki so bili zdaj in s temi, ki jih imamo, ki bojo v bodoče, da bomo dobro delali in ja, zakaj pa ne, jaz verjamem, da bomo imeli več kot samo eno. Pač to so sanje vsakega tekmovalca in upam, da so dosegljive in upam, da jih bomo dosegli. Zdaj imam to srečo, da z Aljo trenirava skupaj in pač upam, da nam bo pač skupaj uspelo eni ali pa drugi iti čez 4 leta v Tokio. Pri nas je med fanti huda konkurenca za mesta v A izbrani vrsti, ki vodi na največje tekme. Za njih redno kandidirajo tudi člani mladinskih reprezentanc, a trenutno je konkurenca res huda. Mislim, da nam manjka še kar veliko, ker kanuisti so zdaj tle v Sloveniji trenutno res vrhunski. Luka Božič, Savšek, Berčič, Cof so res trenutno v topu na svetu in je kar problem jim slediti. Tako da v parih letih pa upamo, da jih bomo ujeli čim prej. Mi za začetek nimamo centra, zdaj pač mi imamo Tacen, pač je kakršen je, star že precej, pa bom rekel nekonkurenčen, pa imamo Savkan, ki je odlična proga za mlade, takrat, kadar je dosti vode. Drugače pa mi centra nimamo in to je velik hendikep. Zdaj bomo videli, če se bo v Celju se nekaj pripravlja, pa če bojo ljudje za oziroma politika, potem mogoče bomo tam kaj speljali, v Brežicah se nekaj govori, da bo pa tudi ni, Tako da se pravi proti, ne vem, bom rekel Angležem, Slovakom, Nemcem, Francozov, ki imajo centrov, verjetno to, kar imamo mi tekmovalcev, je težko parirati. In pri malih ta poudarek, konec koncev tudi na fair playu in na to, da se pač treba boriti in priti na trening nasmejan in da to je konec koncev lepo preživljanje prostega časa, je to rdeča nit, ki jo moramo mi, trenerji pri mladih, pač poudariti. Še naprej navijajte za slovenske kajakaše in kanuiste. Od 9. do 11. septembra vabljeni v Tacen na finale svetovnega pokala v slalomu, še vedno pa se lahko pridružite akciji Voda za vedno in se udeležite enega od rekreativnih spustov po slovenskih rekah. Koledar je na spletni strani Kajakaške zveze Slovenije.